Lepo pozdravljeni, bomo kar začeli z dogodkom, 2 minuti čez. Danes bomo predvsem govorili o čistilih. Zdaj, kot sem vam že napisal v elektronskem sporočilu, vsa gradiva, ki bodo danes prikazana, jih prejmete na vaš elektronski naslov. Hkrati seveda ste tudi potrdili o udeležbi. Zdaj pa nekaj pravil za danes. Na začetku bomo imeli predstavitev uredbe, okoljskih znakov in pa izkušenj ponudnikov. Potem v zadnjem delu si bomo pa bomo pa naslovili vprašanja, ki jih lahko tekom dogodka vnašate v chat. Zdaj, seveda, če bo pa časa, lahko pa na koncu tudi kdo oglas, tako da zaenkrat pa prosim, da smo v bistvu vsi razen predavateljev na mute. Tako da, Tatjana, izvoli, lahko kar začneš z ureditvijo naročanja čistil po uredbi. Izvoli. Kaj pa zdaj? Ok, super, zdaj se pa sliši. Kar izvoli. Super. Se opravičujem. Dobro jutro vsem skupaj. Danes se posvečamo čistilom kot enemu od predmetov zelenega javnega naročanja. In kot je Matej povedal, nas je kar veliko oziroma vas je kar veliko, ki vas ta tema zanima. Tako da smo se odločili za eno krajše pa bolj fokusirano izobraževanje na to temo, da vam čim več skušamo razložiti in da imate tudi vi čim več možnosti vprašati, kje imate težave, kaj bi radi rešili, in kje morda vidite možnost za drugačno ureditev tega področja. Uredba se namreč ravnokar spreminja in iščemo pač možnosti oziroma rešitve, ki bodo dobre tako za okolje, kot pa tudi seveda za izvajanje. Zakaj so čistila del zelenega javnega naročanja in zakaj smo danes v bistvu tukaj? Torej, kot pri drugih predmetih skušamo na našem ministrstvu skupaj z MJU pripraviti predpis, ga izvajati in tudi drugačne načine pomoči pripraviti za javne naročnike, da bi na ta način zmanjšali negativne okoljske vplive javne uprave na okolje. Drugi razlog, zakaj smo tukaj, pa je, ker zaznavamo, da imate naročniki kar precej težav oziroma veliko je vprašanj v zvezi z zelenim javnim naročanjem čistil, kot tudi storitev čiščenja. Zato bi želeli na enem mestu razrešiti jih čim več in vam pomagati pri vašem delu. Zakaj so čistila kot taka sploh pomembna, kar se tiče okolja? Tako v javnih inštitucijah, v gospodarstvu, kot tudi v domači porabi gre kar za velik obseg. Vidite številko, več kot skoraj 600.000 ton profesionalnih čistil se porabi na leto v EU, kar je ogromna številka in prinaša s seboj potencialno nevarnost. Torej, če se karkoli zgodi, če gre za nepravilno uporabo čistila, ki morda niso najbolj optimalna, so možni veliki negativni vplivi na okolje, kot tudi na zdravje ljudi. Potem naslednje pomembno dejstvo, ki se tiče čistil, je, da veliko število majhnih podjetij na trgu proizvaja čistila, pa tudi opravlja te storitve. To pomeni, da gre morda za manj znanja, manj dostopa do znanja, pa tudi na drugi strani pač več nereguliranih oziroma manj reguliranih dejavnosti. Javna naročila so pomembna tudi zaradi dejstva, da kar tretjino vseh čistil, ki se pojavijo na trgu, porabimo v okviru javnih naročil.
Torej je odgovornost na javnih naročnikih, da ravnajo okolju prijazno, zdravju prijazno, toliko večja. V Sloveniji, kot veste, velja uredba o zelenem javnem naročanju in že v 6. členu govori o okoljskih vidikih v povezavi s cilji zelenega javnega naročanja in pri čistilih sta najbolj pomembna predvsem dva vidika, in sicer učinkovita in ponovna raba vode ter preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje. Tako da zasledujemo predvsem cilje, da zmanjšamo te negativne vplive. Kaj pa so pravzaprav možni vplivi čistil na okolje, ki so potencialno nevarni? Vsa uporaba je samo en del snovnega toka čistil, v bistvu pa lahko negativne vplive prinaša že v začetku tega življenjskega kroga izdelkov, ki jih uporabljamo, in sicer od same proizvodnje, potem ogromno emisij prinese transport, tako da ni nepomembno, od kje so čistila. Seveda imajo snovi, ki so v čistilih, lahko pomembne vplive na zdravje ljudi, pa tudi na kakovost okolja in zdravje tal. Potem zakislevanje tal, eutrofikacija, omenila sem že porabo vode, in na koncu življenjske dobe seveda se moramo ukvarjati z odpadki, ki so nastali zaradi teh izdelkov. Ne samo embalaža, tudi odpadna čistila so pomembna, tako da vse to so lahko potencialno negativni vplivi na okolje. Zdaj, kako skuša te težave rešiti zeleno javno naročanje? Pristopi v zelenem javnem naročanju, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje, so naslednji. Lahko naročate in uporabite čistila, ki učinkujejo pri nižjih temperaturah. Smiselno se je izogibati nevarnim snovem v izdelkih, predvsem fosforju in biocidom. Potem veliko naredimo za okolje, če omejimo kritično volumsko razrešitev izdelka. Izjemno pomembno je, da proizvajalci in da tudi naročniki zahtevamo informacije o priporočenih odmerkih, da se ne uporablja preveč koncentriranih čistil ali pa napačne mešanice. Potem zelo pomembno je, da imamo osebje, ki izvaja te storitve, ki pozna čistila, ki pozna predmete in da je ustrezno usposobljeno. Potem na koncu uporabe sem omenila nevarnost odpadkov in embalaže, ki jo je smiselno, če je možno, zmanjšati in zagotoviti njeno recikliranje ali pa že uporabiti embalažo, ki je iz recikliranih sestavin. Vse to zmanjšuje negativne vplive na okolje. Omenila sem že našo uredbo, ki velja za vse javne naročnike. V njej poleg čistil še 21 predmetov oziroma skupin predmetov in prav za vsakega obstaja vsaj en cilj ali pa več njih, ki ga mora vsak javni naročnik pri vsakokratnem naročilu izpolniti. Razen nekaterih izjem, pa danes ne bomo šli v to smer. Torej, cilj za čistila, kaj naročniki morate zahtevati pri vsakem naročilu, je naslednji. Delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU, to je marjetica, za čistila za trdne površine, glede dveh meril, in sicer merila strupenosti za vodno okolje ter merila o izključenih in omejenih snoveh, mora znašati, glede na prostornino vseh artiklov, ki jih naročamo, vsaj 30%. Pa bomo malo bolj razložili. Morda še predhodno omenim, da trenutno spreminjamo uredbo in se pogovarjamo o naslednjih spremembah. In sicer prva je, da bi spremenili navedbo oziroma obseg čistil, za katere je potrebno uporabljati uredbo, in sicer z univerzalnih na trdne površine, kar pomeni, da bojo vključena tudi čistila za čiščenje oken, stekel,
pa tudi lažje je potem in vam, naročnikom in ponudnikom, identificirati, za katero skupino čistil gre, ker zdaj imamo v bistvu cilj za univerzalna čistila, uporabljamo pa merila za pridobitev okoljskega znaka, ki se pa nanaša na trdne površine, tako da bi zdaj to poenotili. Ideja je pa tudi, da povišamo cilj, ki bi ga morali doseči pri vsakokratnem naročilu s 30 na 50%. Pa tukaj sem vam še izpisala, katera čistila pridejo v upoštev, če vzamemo skupino čistil za trdne površine. To so vsa univerzalna čistila, čistila za kuhinje, okna ali čistila za sanitarne prostore. Pa poglejmo sedaj, kaj pomeni v bistvu to, da se referiramo na merila za podelitev znaka za okolje. V našem cilju iz uredbe sta dve merili. Kot vidite, pa mora izdelek, ki želi pridobiti znak za okolje, zadostiti večjim merilom, torej poleg strupenosti za vodne organizme in izključene in omejene snovi, še biorazgradljivost, potem zahteve glede uporabljenih olj, embalaže, primernosti za uporabo, informacije za uporabnike. Torej, še enkrat, trenutno v uredbi velja cilj, ki se nanaša na univerzalna čistila. To so detergenti, namenjeni za običajno notranje čiščenje trdih površin, kot so zidovi, tla in druge fiksne površine. Potem merilo strupenosti za vodno okolje je merilo, ki ga vidite v modrem okvirčku, in sicer glede kritične volumske razredčitve, ki ne sme presegati navedenih mejnih vrednosti za referenčni odmerek. Pomembno je, da v vaši razpisni dokumentaciji se ne zadovoljite samo z navedbo, da morajo biti čistila v skladu z uredbo za zeleno javno naročanje. To lahko prinese več problemov ponudnikom, pa potem seveda tudi vam, ko preverjate dokumentacijo in skušate primerjati ponudbe med seboj, pa bomo o tem nekoliko več malo kasneje. Zdaj pa še drugo merilo v povezavi s okoljskim znakom, evropskim znakom za okolje, in sicer merilo glede izključenih in omejenih snovi. Tukaj v dokumentaciji za pridobitev znaka za okolje so navedene eksplicitno izključene snovi od atranola in tako naprej, srebra, mikroplastike, fosfatov in tako naprej. Torej, lahko izpišite te pogoje, to celo priporočamo, ali pa potem se referirate na dokumentacijo, pripravljeno strani Evropske komisije. Omejene snovi so pa v drugi točki tukaj na levi, in sicer navedenih snovi se ne sme vključiti v sestavo proizvoda, če presegajo koncentracije, ki so tukaj navedene. Zdaj, marsikdo vpraša in je v dilemi, ali je to, kar je napisano kot cilj uredbe, zdaj maksimum. Ni tako. Vi lahko zahtevate večji delež čistil, ki so v skladu z, oziroma ki bi lahko pridobila okoljski znak marjetico, manj ne. Lahko zahtevate tudi 100% doseganje tega cilja, vendar spet odvisno od obsega naročila, odvisno od vaše ambicioznosti, pa tudi pomembno je, da spoštujete načela zelenega javnega zakona o javnem naročanju, se opravičujem, predvsem načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Zagotavljati morate konkurenco, skratka, merili, ki jih boste zapisali, ne smete omejevati konkurence ali preferirati enega ponudnika. Še vedno morate pri svoji razpisni dokumentaciji biti transparentni in enakopravno obravnavati vse ponudnike. V veliko pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije so vam lahko primeri okoljskih zahtev in meril, ki jih naše ministrstvo pripravlja kot pomoč pri izvajanju uredbe.
vendar izjemno pomembno, že nekaj let ti primeri niso več obvezni. Torej, v prejšnji različici uredbe iz leta 2012 smo že v sami uredbi navajali te primere in so bili tudi obvezni za uporabo. Sedaj temu ni tako. Obvezno je samo doseči cilj iz uredbe za posamezen predmet. Ti primeri so vam pa predvsem v pomoč, ko pripravljate tehnične specifikacije, pogodbe, merila in tako naprej. In zelo podrobno opišejo posamezne zahteve, ki jih lahko vključite in so smiselne, kadar želite čim bolj eksaktno povedati, kaj naročate in potem tudi seveda primerjati med sabo ponudbe. Tukaj je en primer, tehnična specifikacija za za univerzalna čistila, kjer so navedeni stavki, ki jih čistilo ne sme vsebovati. Potem še bolj podrobno izpisano, kako se opredeli kritična volumska razredčitev in česa ne sme presegati formula, tudi to lahko vključite noter. Ena pomembna zadeva in pogosto vprašanje je, če dobite ponudbo s čistilom, ki ne izpolnjuje navedene specifikacije, potem je tolmačenje našega ministrstva in Ministrstva za javno upravo, da tudi drugi znaki za okolje tipa 1 po ISO standardizaciji ustrezajo naši uredbi oziroma ciljem uredbe, če tudi morda te specifikacije ne vsebujejo. Kaj ti šteje se, da sama ISO standardizacija oziroma pogoji za doseganje znaka za okolje tipa 1 so tako dobro pripravljeni in imajo druge okoljske koristi, da tudi ob umanjkanju le tega ne bi povzročili večje škode okolju. Tukaj še bolj natančno glede izločenih sestavin oziroma prepovedanih. Pa še nekaj besed o načinih za dokazovanja, ker je to res pogosto vprašanje. Torej, možni načini dokazovanja so seveda v fazi ponudbe izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo ali navodila za doziranje. To je samo, kadar gre za tukaj gor navedeno čistilo. Potem splošni načini dokazovanja za vsa čistila so pa poleg izjave še potrdilo proizvajalca, da so zahteve izpolnjene ali drugo ustrezno dokazilo. Potem, kadar zahtevate, da bo storitev opravljalo osebje, ki je usposobljeno za opravljanje storitve, mora ponudnik seveda predstaviti oziroma vam poslati dokazila, da je to usposabljanje resnično potekalo oziroma bilo izvedeno. Kadar želite, da ima osebje, ki izvaja storitve, oziroma podjetje, ki izvaja storitve, vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem, je ustrezno dokazilo EMAS, ISO 14001 certifikat ali pa kakšno drugo dokazilo, iz katerega lahko razberete, da so bila opravljena ustrezna usposabljanja izvajalcev oziroma zaposlenih ljudi, ki so vključevala tudi neke okoljske vidike. Kje lahko dobite informacije, da boste lahko pripravili resnično zeleno javno naročilo in ustrezno dokumentacijo za njegovo izvedbo? Ključna je raziskava trga, ki lahko zajema naslednje načine. Elektronska sporočila ponudnikom, lahko povprašate kakšnega tudi po telefonu, seveda splet, portal javnih naročil, kjer so že izvedena naročila in izkušnje drugih naročnikov. Lahko obiščete kakšen sejem, lahko celo organizirate sestanek s ponudniki
pod določenimi pogoji. Seveda vam veliko prinesejo izkušnje iz preteklih naročanj ali pa izkušnje podobnih organizacij, kot je vaša, ki jih, če so pripravljeni deliti, seveda lahko povprašate. Komunikacija med naročniki in potencialnimi ponudniki je dovoljena v skladu z Zakonom o javnem naročanju in jo določa 64. člen, ki govori o predhodnem preverjanju trga. Torej, lahko izvedete preverjanje trga, lahko celo obvestite gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah, vendar to mora biti izvedeno na transparenten način. Če izvajate strokovni dialog, je smiselno oziroma transparentno, da nanj povabite več udeležencev, da vsem date enake informacije in da potem pri pripravi dokumentacije s temi pridobljenimi informacijami ne preprečujete ali pa omejujete konkurence, ter da potem lahko še vseeno enakopravno obravnavate vse ponudnike, tudi tiste, ki so recimo se udeležili strokovnega dialoga. En instrument, ki vam včasih pomaga oziroma omogoča bolj ambiciozno izvesti zeleno javno naročilo, je, da izločite nekatere sklope in tam morda vključite bolj ambiciozne cilje glede zelenih oziroma okolju prijaznih čistil. Sklope pa je mogoče izločiti pod dvema pogojema, in sicer, če je ocenjena vrednost izločenih sklopov brez DDV ne presega 80 tisoč evrov in pa skupna vrednost izločenih sklopov ne sme presegati 20% skupne vrednosti vseh sklopov predmetnega naročila. Tukaj še ena ideja, kam vse lahko pogledate za pretekle izkušnje oziroma pridobite informacije že o danih naročilih. To je portal e-naročanje.si, kjer lahko vidite tekoča in že izvedena naročila, pregledate pogodbe in morda dobite kakšne pomembne informacije ali pa vsaj uporabne. Zdaj pa še nekaj časa posvetimo pogostim vprašanjem, ki smo jih v letih našega dela zaznali in odgovorili. Prvo je definicija oziroma kaj vse pomeni ta sklop univerzalnih čistil. Je bilo tudi že na enem prejšnjem slajdu, ampak je res pogosto vprašanje, zato ponovimo. To so detergenti, ki so namenjeni za običajno notranje čiščenje trdih površin. Običajno pomeni, da ne za kakšne specialne ustanove, kot so na primer bolnišnice, kakšni laboratoriji, kjer seveda veljajo drugi standardi, kaj pomeni očiščena površina. Zdaj, trde površine so zidovi, tla in druge fiksne površine. Tak namen pa mora biti razviden iz samega opisa in navodil za uporabo tega ponujenega čistila. Zdaj, po interpretaciji Urada za kemikalije čistila za steklo ne sodijo med univerzalna čistila, ker gre za posebno skupino, ki se uporablja samo za stekla. Tako da jih ne uvrščamo med univerzalna čistila. Kot sem že omenila, pa v kratkem načrtujemo spremembo uredbe in bodo tudi na tem področju nekatere spremembe. Pogosto vprašanje je, kaj pomeni funkcionalna enota, predvsem ko gre za razredčitve. Funkcionalna enota je odmerek v gramih na kilogram čistila. To je dobro vedeti, ko pripravljate dokumentacijo, pa tudi, ko dobite ponudbe, da veste, za kaj gre. Še vprašanje, ali certifikat okoljske marjetice, torej znaka za okolje EU, je ustrezno potrdilo, da blago izpolnjuje uredbo, torej cilj v uredbi, in da je to znak za okolje tipa 1. Odgovor je seveda da. Zdaj, lahko dobite ponujeno tudi blago oziroma čistila, ki imajo kakšen drug znak, za katerega proizvajalec trdi, da je znak za okolje tipa 1. Na žalost
pripravljalci oziroma izdajatelji ISO znakov javno ne objavljajo teh seznamov. Če pa ste v dilemi, seveda lahko poleg tega, da pogooglate, se obrnete tudi na nas in vam pomagamo. Zdaj, najbolj klasični znaki tipa 1 so poleg poljskega znaka EU še nordijski labod, nemški modri angel, Avstrijci imajo svoj nacionalni znak, ki je tudi tipa 1, Madžari ga imajo. Skratka, ti so najbolj znani, seveda pa je lahko še kakšen, kjer se znajdete v dilemi. Brez problema se obrnete na naš naslov in vam bomo pomagali ugotoviti, ali izjava oziroma trditev ponudnika drži ali ne. Še eno vprašanje, ali je varnostni list ustrezno dokazilo za zahteve, ki se nanašajo na omejeno rabo snovi, za katere veljajo tako imenovani opozorilni stavki. Da, tak varnostni list je lahko ustrezno dokazilo, vendar bodite pozorni, da v zahtevah razpisne dokumentacije navedete oziroma izpišete opozorilne znake iz primerov. Prej ste imeli na enem od slajdov ta izpis, ki je včasih pač se zdi nesmiselen in preveč podroben, ampak lahko pa pomaga, kadar dobite dokazilo v obliki varnostnega lista. Še eno pogosto vprašanje je, kaj vse je potrebno pregledovati v dokazilih, da smo lahko sigurni, da bomo dosegli cilj iz uredbe. In potem en pogost primer. Ponudnik ponudi univerzalno čistilo, ki ima znak za okolje tipa 1, pa vseeno vsebuje H-stavke. Torej, v navedenem primeru je znak za okolje ustrezno dokazilo, kljub H-stavkom, vendar le, če je certifikat še vedno veljaven. Zdaj, kje to lahko preverite? Poleg trditve ponudnika, če je znak izdal slovenski organ, to je Agencija za okolje prej, zdaj pa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, potem tam najdete tudi javno objavljene nosilce s podatki o veljavnosti posameznega certifikata. Sicer pa obstaja tudi evropska ECAT baza, kjer se najdejo vsi aktualni nosilci teh znakov skupaj z datumom veljavnosti. Zdaj, pogosta dilema in velikokrat dobimo vprašanja tako ponudnikov kot naročnikov, ali je naročilo oziroma ponudba skladna z uredbo, če je naročnik zahteval samo z enim stavkom od ponudnikov pogoje, ki jih mora izpolniti, in sicer da je ponudba skladna z uredbo. Zdaj, tukaj se lahko tako naročnik kot tudi ponudnik znajde v težavah, dilemah, kako preverjati to skladnost, pa tudi kako pripraviti ponudbo, če v bistvu ne vemo, kaj vse je naročnik imel v mislih. Smiselno je, da vseeno vključimo določena besedila iz primerov, da razmislimo, kaj so naše ambicije, ali bomo zgolj zadostili uredbi, ali bomo bolj ambiciozni, kaj bomo izpisali, da bomo res lažje preverjali prispele ponudbe. Skratka, ne priporočam, da izpišete samo ponudba mora biti skladna z uredbo. Še eno pogosto vprašanje je, ali lahko naročnik zahteva samo izdelke, ki imajo znak za okolje. Lahko, vendar žal to ni v skladu z EU zakonodajo, enotnim trgom, ker ti znaki so prostovoljni in bi potem omejevali konkurenco. Naročnik pa sme po drugi strani zahtevati izdelke, ki ustrezajo merilom za pridobitev tega znaka ali pa drugačnega, vendar morajo dopustiti, da lahko ponudniki to dokažejo tudi drugače. Seveda je to potem malo bolj zakomplicirano tako za ponudnike kot naročnike, ampak
taka je zakonodaja, ne smete omejiti oziroma ne smete se omejiti samo na določen znak oziroma več njih. Tako, to bi bilo z moje strani. Matej, verjetno imaš že vprašanja? Ja, bi samo še ene par stvari razpucal. Vprašanja bomo šli na koncu, ampak čisto tole, Aha. ki smo na koncu rekli. Se pravi, mi ne smemo zahtevati samo določen znak, a ne. Mi lahko zahtevamo tiste kriterije oziroma merila za podelitev določenega znaka, ne smemo pa reči samo ekolabel je ustrezen znak. Sem prav razumel? Tako ja. Ok, super. Pa da sem še to razčistimo, a ne. Dva cilja sta glede čistil v uredbi, a ne, to je to merilo oziroma kriterij strupenosti za vodno okolje, pa te izključene in omejene snovi. To se lahko dokaže s ekolabelom na kakšenkoli drug način, a ne, če to predloži ponudnik, z drugimi ali pa recimo z drugimi znaki, ki spadajo v tip 1, ne glede na to, ali izpolnjujejo te dva pogoja. Sem to tudi prav razumel? Tako ja, čeprav večina znakov jih seveda izpolnjuje. Ok, čistok. Ja, pa mislim, da si zelo dobro poudarila, ne. Analiza trga je zelo pomembna, tako da si lahko na portalu gledate tam, kjer so pogodbe ali pa odločitve, kateri so ponudniki, pa jih potem tudi v bistvu kontaktirate. Pa vedno je smiselno pri javnih naročilih pogledati podobna oziroma istovrstna naročila, pa pogledajte vprašanja pa odgovore, pa boste mogoče ugotovili, če lahko znotraj svoje razpisne dokumentacije kaj spremenite. Zdaj bi pa kar prosil gospod Natalijo Očko, če lahko z nami podeli slajde, ker izvoli, pa nam boš predstavila tole okoljsko marjetico, s katero se tole najpogosteje dokazuje. Super, se dobro vidi, zdaj pa se sam še unmuti, pa lahko začneš. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani vsem prisotnim. Kot je bilo že predstavljeno, sem Natalija Očko na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Sem zadolžena za podelitev znaka za okolje. Danes bom predstavila predvsem podelitev znaka za okolje za čiščenje trdih površin. Sama merila, pod katerimi je možno pridobiti ta znak za okolje, so določena v sklepu Evropske komisije, številka je navedena v slajdu. Kot je Tatjana že se dotaknila, v bistvu med ta čistila za čiščenje trdih površin sodijo univerzalna čistila, kamor sodijo detergenti za običajno notranje čiščenje trdih površin, čistila za kuhinje, za okna in pa tudi čistila za sanitarne prostore, med katere se uvrščajo detergenti za običajno odstranjevanje umazanije ali usedlin v sanitarnih prostorih, med katere sodi tudi na primer WC gel. S tem, da tukaj v bistvu med ta čistila za čiščenje trdih površin, glede na sklep EU, sodijo tako proizvodi namenjeni osebni rabi, kot tudi poklicni rabi. Najprej bi se dotaknila samega postopka pridobivanja tega znaka za okolje. V bistvu sam postopek oziroma začetek vsega je, da tisti proizvajalec, ki želi pridobiti znak za okolje, vsakemu priporočam, da si prebere merila, pod katerimi je možno pridobiti ta znak za okolje, ki je pač v bistvu, ki so določene v tem sklepu Evropske unije, in če ugotovi, da izpolnjuje vsa ta merila, ki so potrebna za pridobitev, je potrebno pripraviti vlogo za pridobitev znaka za okolje. Sama vloga je sestavljena iz zahteve za pridobitev, osnutek zahteve oziroma vzorec zahteve najdete na naši spletni strani. K zahtevi pa morajo biti priložene tudi določene priloge. In sicer samo poročilo o izpolnjevanju meril iz sklepa Evropske unije, potem določene deklaracije oziroma izjave, ki v bistvu morajo biti priložene, izpolnjene. Verifikacijska izjava, ki je izdana s strani strokovno usposobljene osebe, potem
razne analize in pa drugi dokumenti. Tukaj bi se mogoče dotaknila, da v bistvu, če je potrebno predložiti izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druga dokazila, s katerimi se izkaže oziroma dokaže skladnost z določenimi temi merili, lahko le-ti izvirajo bodisi od vlagatelja, bodisi pa v bistvu vlagatelj predloži izjave oziroma deklaracije od dobaviteljev, če v bistvu je to ustrezno. Mi kot pristojni organi prednostno priznavamo potrdila, izdana s strani organov, akreditiranih po ustreznem harmoniziranem standardu za laboratorije, in tudi preverjanja, ki so jih opravili organi, akreditirani po določenih standardih. Če je to primerno, pa se lahko seveda poleg teh preskusnih metod uporabijo tudi druge metode, vendar pod pogojem, da njihovo enakovrednost mi potrdimo pod določenimi merili. Lahko seveda mi poleg vsega tega, kar predložijo bodoči imetniki tega znaka, zahtevamo tudi določeno drugo dokazno dokumentacijo. Lahko tudi opravimo obisk na samem kraju, če pač smatramo, da je to potrebno. Zelo veliko pomoč pri sami pripravi dokumentacije je user manual, ki je objavljen na spletni strani v zvezi z Ecolabelom. Tam v tem user manual so točno določena navodila, kako se pripravi samo poročilo, kaj mora biti k poročilu priloženo, na kakšen način se lahko izkaže izpolnjevanje določenega merila. Je tako, da v bistvu, če sledite temu user manual, načeloma ni potem težav s samo vsebino poročila, ker v bistvu dejansko vas lepo vodi skozi samo pripravo. Glede samega postopka pridobivanja je pa tako, torej, ko mi prejmemo vlogo za pridobitev znaka za okolje, seveda pogledamo, če je vloga popolna, če vsebuje vse obvezne priloge, če imajo te priloge ustrezno vsebino in dejansko, če iz same vsebine teh prilog, te dokumentacije izhaja, da so merila izpolnjena, se pripravi najprej pogodba, v katerih se dorečejo pogoji uporabe tega znaka za okolje. V tej pogodbi se dodeli tudi številka znaka za okolje, trajanje oziroma čas veljavnosti, tudi način odvzema, morebitnega odvzema, če slučajno pride do tega. Pogodba se podpiše z naše strani in pa torej s strani ministrstva in pa potem tudi s strani imetnika znaka za okolje. In potem, ko je pogodba podpisana, se izda odločba. Moram tukaj poudariti, da sam podpis pogodbe še ne pomeni, da vam je dejansko tudi izdan znak za okolje, kajti znak za okolje se dejansko podeli samo odločbo, v katerem se pač v odločbi se opredeli sam postopek, samo preverjanje meril in tudi pojasni, da smo preverili celotno dokumentacijo in v bistvu ugotovili, da se izpolnjujejo vsa merila in da so izpolnjeni vsi pogoji, ki so določeni za podelitev znaka za okolje. Glede samega trajanja postopka je odvisno seveda od same kvalitete pripravljene dokumentacije. Vkolikor je dokumentacija predložena k organu popolna in v bistvu že takoj se lahko ugotovi, da se izkazuje, da so merila izpolnjena, je trenutno povprečno trajanje postopka za pridobitev znaka okolje približno mesec in pol. Glede samih stroškov je pa zadeva naslednja. Za samo vlogo oziroma za pridobitev znaka za okolje je potrebno plačati pristojbino v višini 200 evrov. Moram tukaj pač tudi pojasniti, da v bistvu ta pristojbina zajema celoten postopek in v bistvu se plača za celotno veljavnost tega znaka. Torej ni, rečemo, obveznosti potem plačevanja letnih pristojbin, saj se je Republika Slovenija z namenom spodbujanja pridobivanja znaka za okolje odločila, da letnih pristojbin ne bo zaračunavala imetnikom znaka za okolje.
In tudi to bi še poudarila, da se lahko v okviru ene vloge poda zahteva za pridobitev znaka za okolje za več istovrstnih proizvodov, ki spadajo v eno skupino. Na primer, če imate več proizvodov za univerzalna čistila, lahko podate za eno vlogo za več različnih proizvodov in v bistvu vam ta pristojbina 200 evrov se plača samo v enkratnem znesku. Ni tako, da bi morali za vsak proizvod posebej potem plačati pristojbino v višini 200 evrov. Če se dotaknem samo potem nadalje glede meril, kot je že Tatjana omenila, za pridobitev znaka za okolje je potrebno izpolniti 8 meril. 8 meril, prednostno sem povedala, kaj se priznavajo. Tukaj bi omenila podatkovno bazo sestavin detergentov, oziroma tako imenovano tudi DID. Ta podatkovna baza sestavin detergentov je na voljo na spletni strani znaka EU za okolje. V tej bazi so navedene snovi, ki so najpogosteje dodane pri proizvodnji detergentov in kozmetičnih proizvodov. Uporablja se pri pridobivanju podatkov za izračune kritične volumske razredčitve in ocenjevanju biološke razgradljivosti dodanih snovi. Za snovi, ki pa niso vključene na ta seznam DID, pa so navedena posebej navodila za izračun ali ekstrapolacijo ustreznih podatkov. Zakaj to omenjam? To omenjam zato, ker pač seznam vseh dodanih snovi tudi potrebno priložiti k sami vlogi za pridobitev znaka za okolje. Prav tako je potrebno navesti trgovsko ime, če obstaja, kemijsko ime, številko CAS, številko DID, dodano količino, delovanje in obliko, ki je prisotna v končni formulaciji proizvoda, vključno s folijo, ki je topna v vodi. Potem tudi za vsako navedeno dodano snov je potrebno predložiti varnostne liste. Če pa varnostni list ni na voljo, ker je snov na primer del zmesi, pa je potrebno predložiti varnostni list zmesi. Da se malo še dotaknem podrobnosti glede določenih meril. Eno izmed meril, ki je potrebno izpolniti, je, embalaža. Pri izdelkih v plastenkah z razpršilcem je na primer med merili prepoved uporabe potisnjenega plina. Potem, če je možno, da se predložijo tudi dokazila, se lahko te embalaže ponovno napolnijo in uporabijo. Zelo se priporoča sistem povratne embalaže in čim bolj recikliran material. To se dokazuje, to merilo na primer s podpisanimi izjavami o skladnosti z določeno ustrezno dokumentacijo. Glede biorazgradljivosti se na primer preverja in ocenjuje z raznimi izračuni, kot sem omenila z seznamom DID in potem z drugimi ustreznimi informacijami, raznimi rezultati preizkusov. Če se dotaknem merila v zvezi s primernostjo za uporabo, je potrebno v bistvu izkazati, da je zadovoljiva učinkovitost čiščenja pri najnižji temperaturi in v najnižjem odmerku. Tudi tukaj se to dokazuje z raznimi preizkusi v laboratoriju in pa z drugo ustrezno dokumentacijo. Znak za okolje je možno pridobiti ne samo za čistila za čiščenje trdih površin, ampak tudi druge skupine proizvodov. In sicer se lahko pridobi znak za okolje za detergente za perilo, potem za detergente za perilo za uporabo v industrijskem in pa institucionalnem sektorju, za storitve notranjega čiščenja, potem za ročno in strojno povivanje posode in pa tudi za detergente za strojno povivanje posode za uporabo v industriji in pa v ustanovah. Je pa možno, da se dotaknem tudi še druga področja, znak za okolje pridobiti za druge skupine proizvodov, tukaj so našteti, za na primer tekstil, obutev, pohištvo, notranje lake, barve, kozmetični proizvodi. Tukaj pri kozmetičnih proizvodih je možno pridobiti znak za okolje tako za osebno rabo, kot tudi recimo za živali, razna maziva, več vrst papirjev, potem tudi pojni papir, izdelki iz pojnega papirja,
na primer toaletni papir, potem razni izdelki za osebno higieno, kot na primer kozmetični prtički in podobno. Tatjana je omenila že, kje je možno preveriti, kateri če imajo določeni proizvodi pridobljen znak za okolje. Zdaj na naši spletni strani je objavljen seznam imetnikov, katerim smo mi kot pristojni organ, torej Slovenija, podelila znak za okolje. Celotna evropska baza je pa na voljo, kot je Tatjana tudi že omenila, v sistemu ECAT. To je pač katalog produktov, je javno dostopen. V tem katalogu je možnost iskanja po večjih parametrih. En izmed njih je na primer bodisi po imenu, lahko tudi samo po kodi. In v bistvu vsi tisti produkti, ki so vpisani v ta ECAT, so v bistvu na voljo na vpogled, seveda, če je licenca še veljavna. Tako da tudi lažje iščejo tisti, ki pač iščejo, ali ima dejansko izdelek pridobljen znak za okolje. Drugače pa se lahko obrnete name, da vam pomagam poiskati, če slučajno ne najdete izdelka na seznamu, bodisi na tem evropskem, bodisi pri nas, in se potem tudi vpraša druge pristojne organe, ker lahko se zgodi, da pač določen proizvod še ni vpisan v ta katalog, in so pa na voljo informacije pri drugih pristojnih organih. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Hvala za vašo pozornost. Če je karkoli, sem vam na voljo. Moji podatki so na voljo na spletni strani, tako da hvala lepa. Super, hvala Natalija. Bomo tudi seveda vsa gradiva podelili, pa če sem prav videl, so tvoji kontakti tudi na slajdih. Na slajdu ne, lahko pa napišem v chat. Ok, super. Bom napisala. Ok, vela, super. Čisto, da se malo povežemo. Zdaj bi pa kar prosil, da bi gospoda Gregorja Živca, ki je v bistvu vodja prodaje pri enem izmed ponudnikov čistil, da bi se kar podeli svojo prezentacijo, pa da z nami deli izkušnje, ki jih imajo kot ponudniki pri javnih naročilih čistil. Kar izvolite, gospod Gregor. Boste samo dali celo zaslonski način. Ja, takoj dam. A se zdaj vidi vse? Ne, se ne. Boste tako naredili, da boste v bistvu PowerPoint najprej dali na celo zaslonski način, pa potem šli v Zoom. Aha, ok. Tako da zdaj lahko prenehate z deljenjem. Pa boste še enkrat. Tako, da vidimo zdaj. Se zdaj vidi? Zdaj se pa vidi, kar izvolite. Ja, lep pozdrav vsem. Moje ime je Gregor Živec, sem z podjetja Varians d.o.o. Zdaj tisti, ki še ne poznate, pač mi na tem segmentu delujemo, se pravi čistila, papirna galanterija, pripomočki za čiščenje. Veliko imamo opravka tudi z javnimi naročili. Ok, zdaj to gremo naprej. Skratka, približno 32 let smo že na tem trgu. Letno smo ponudnik na približno 230 do 250 javnih naročilih z tega področja. Približno 42% našega posla opravimo z javnimi naročniki, kar je nekje 6 milijonov, dobrih 6 milijonov letno. Večinoma šole, vrtci, domovi upokojencev, zdravstvene institucije. Zdaj, če bi pa nekako razdelil, je pa tako, da mogoče nekih 80% ali pa 75% je evidenčnih naročil, nekje 25% je pa klasičnih javnih razpisov na portalih. Tako da to je neka razdelitev, samo za uvod, da malo veste, s kje prihajamo. Zdaj, mi smo nekako razdelili najprej nekaj splošnih dilem, ki jih mi opažamo glede javnih naročil, in potem naprej gremo bolj konkretno tudi na ta ekološki vidik oziroma zeleno javno naročanje. Zdaj, prva dilema, ki vidimo, da se zmeraj naročniki soočajo z njo, je ali iti v evidenčno naročilo ali iti v javno naročilo na portalu.
in tle je kar nekaj zagat oziroma imamo pri enih institucijah opažamo, da vodstvo je zelo naklonjeno javnim naročilih na portalih za več let, za daljša obdobja, medtem ko pri drugih so pa vodstva zelo naklonjena evidenčnim naročilom, kjer so postopki lažji. Zdaj mi vsi vemo, da obstajajo neke osnovne delitve, za kateri postopek se je potrebno odločiti, ampak mi načeloma za to področje čistil, papirne galanterije, kjer mi delujemo, opažamo, da porabe letni zneski za večino javnih naročnikov v Sloveniji niso tako visoki, da ne bi tu mogli izvajati preko evidenčnih naročil. Zdaj, za evidenčna naročila lahko rečemo samo to, da so postopki sigurno veliko bolj enostavni, veliko cenejši postopki, ne. Predvsem je pa zelo pomembno tudi, da lahko boljše definirate kvaliteto, recimo, ne, da, ne vem, lahko se uporabljajo tudi imena čistil, ne, ki se pri klasičnih javnih naročilih na portalih ne smejo uporabljati, lahko samo kot se uporabljajo, ne vem, izdelek, rabimo tak pa tak izdelek kot neko ime, ne. Potem lažje postavite tudi kriterije za izbor, recimo določite pakiranje brez toleranc, ne. Pri javnih naročilih klasičnih je navadno potrebno upoštevati neko toleranco, ne. 10 rolc do 12 rolc recimo v pakiranju ali pa 5 litrov do 7 litrov, ne. Tako da v tem primeru je to lažje dosegljivo, povabite lahko samo preverjene ponudnike, ne. Pri javnih naročilih na portalu tega vpliva nimate, ne. Lažje se pogajate tudi s ponudniki, ne, lahko tudi pred sklepanjem pogodb testirate čistila in rečete, niso nam bile všeč ta čistila in smo zato izbrali drugega, ne. Se pravi, ni nekih revizijskih postopkov, ne, kar je velika recimo prednost, da ni tega meča potencialnih revizijskih postopkov nad naročnikom, ne. Pa tudi lažje je potem se dogovarjati glede pogodb, glede naročilnic s ponudniki, ne. Zdaj, kar se tiče delitev vzdrževanja sklopov na tem področju, kar mi delamo, ne, je se lahko, definitivno lahko delite papirno galanterijo na posebej javno naročilo in posebej čistila in pripomočke za čiščenje. Tlej ni težav, mislim, da ni sporno z nobenega vidika, kar smo mi tudi pri različnih pravnikih preverjali, ne. Potem lahko naredite tudi ločeno naročilo za vrečke, folije in ločeno naročilo tudi za rokavice in zaščitno opremo, ne, ker to so tudi po CPV seznamih javnih naročil so v bistvu zelo ločene, celo prve 3 šifre v CPV kodah so drugačne pri vseh teh, ne. Tako da v bistvu na koncu, kar mi opažamo na trgu, je, da zelo malo naročnikov ostaja, ki je nad 40.000 evrov letno porabe, ne, ob predpostavki, da se nekako razdeli v te glavne sklope, ne. Tako da zdaj težave pri pripravi teh tehničnih specifikacij, recimo, ki jih mi opažamo, je, da se, ko se vi odločite za eno javno naročilo, recimo, da se odločite za čistila, papir, da boste naredili skupaj, ne, eno naročilo, javno naročilo, se potem dostikrat deli na veliko teh podsklopov, kjer so potem lahko zbrani tudi 3-4 ponudniki za isto stvar, recimo čistila za pralnico so eni, čistila za kuhinjo so drugi, čistila za, ne vem, objektno higieno so tretji, recimo, ne. Tako da v bistvu vsi se strinjamo, da je to vaša pravica, ne, in da tle ni težav, da imamo mi kakšne pomisleke okoli tega, imamo pa samo en pomislek, da načeloma na koncu ni to najbolj optimalno, ni z okoljskega vidika optimalno, ne, ker imate, ne vem, 5 dobav na teden, ne, 5 različnih dobaviteljev, manjše dobave, imate več administrativnega dela, ne, več transporta, več nekih emisij se sprošča pri tem, plus da v bistvu cenovno ponudniki ne moramo dati idealne ponudbe, če vemo, da bomo mogoče samo vrečke dobili, ker je sklop vreden na letni ravni 1000 evrov, ne. Recimo, ne, zdaj govorim na pamet za eno šolo, recimo, ne, in zdaj, če vemo, da bo to 12 naročil na leto, ne, vsaj enkrat na mesec, samo za 1000 evrov vrečk, veste, da ne moramo, nekako tu mi vkalkuliramo noter na naše cene, no, tako da v bistvu mi smo, mislim, naše priporočilo je, da se ne pretirano drobi teh sklopov, recimo čistil, papirna galanterija na več različnih
na več različnih dobaviteljev, ne, da se nekako to združuje skupaj. Ne. Lahko nekaj vprašam? Ja. Zdrav. A mogoče to delijo zaradi tega, ker mislijo, da pač ne more isti ponudnik to ponuditi? Ali vi mislite, da v bistvu, da so ponudniki, ki lahko pač vsa ta našteta recimo ponudijo? Mi opažamo to, da razdelijo na 3 sklope in na 3 sklope se vsi isti ponudniki ponudimo, ne. Razumem. Nekdo, ki ima čistila, jih ima za kuhinjo, jih ima za pralnico, jih ima za objektno, ne, ampak je razdeljeno na 3 sklope in mi pa še 3 ponudniki, vsi na vse 3 sklope prijavimo, ne. Razumem, ja. Bi bilo pa cenej za naročnike, če bi recimo, ko to vid pri naslednjem naročilu lahko dal to v isti sklop, pa bi vi lahko dali verjetno nižje cene. To ste hoteli povedati, ja, dobro, če so sklopi vredni, ne vem, da je vsak sklop vreden 15.000 evrov na letni ravni, ok, je to nekako v redu, ne. Zdaj, če se pa sklopi, da je pol pride vsak sklop, največji sklop je vreden 3.000 evrov na letni ravni, vsi ostali so manj, ne, je pa to mislim, da ne sorazmerno drobljenje na podsklop, iz našega vidika. To, kar se tiče druga točka specifikacije, ne, mi opažamo, da so pri javnih naročilih pač specifikacije narejene dostikrat premalo natančno, ne, in dostikrat celo na tak način, da na koncu ponujene cene ponudnikov so neprimerljive, ne. Spravi, bom dal za primer, recimo, da nekdo napiše, da rabimo 8 rolc stoletnega papirja v paketu, 3-slojnega, ne. Zdaj, vsak bo dal 8 rolc, ne, samo en ima lahko 8 rolc po 20 metrov, en ima pa po 15, ne. In na koncu te pač ponudbe, ki jih dobi naročnik, če niso dovolj dobro definirane te enote mere oziroma opisi artiklov recimo z metražami, z gramaturami, so neprimerljive. Se pravi, primerjava teh artiklov je neprimerna, oziroma nekdo, ki je dal 20-metrsko rolco, je v tem primeru izločen iz konkurence, ker je pač bila dovoljena tudi 15-metrska rolca, ne. Ali pa, če govorimo o čistilih, so neki drugi parametri v tem primeru, ne. Tako da v bistvu tle mi opozarjamo vse naročnike, dajte si pogledati različne razpise, ki imajo narejene opise in dajte čim več nekih karakteristik napisati noter in karakteristik, ki jih lahko preverjate, ne. Tako da to pri čistilih opažamo, da se večinoma uporabljajo recimo kar ceno je potrebno podati na kantico 5 litrov, na flašo 1 liter, ne upoštevajo se koncentracije, ne, se pravi, v samih ponudbah nimajo koncentracije neke veljave pri izboru. Zdaj pa, če si predstavljate, nekdo bo ponudil čistilo 5-litrsko, kjer je minimalna koncentracija za uporabo 5%, nekdo bo pa ponudil čistilo v 5-litrski embalaži, kjer je minimalna koncentracija recimo 1%, ali pa recimo optimalna koncentracija, ne. Kar pomeni, da v bistvu je spet na koncu neprimerljiva cena, ne. Pravi, neprimerljive podatke dobite, ne. Vi primerjate čistilo, ki bi ga mogoče, ne vem, porabili 20 kant na leto s čistilom, ki bi ga mogoče porabili 5 kant na leto. Se pravi, da v bistvu, če nekako nimate uvedene noter cene na liter delovne raztopine v vaših povpraševanjih, jaz mislim, da je to zelo pomembno, ne. Zdaj, seveda, delovne raztopine so razvidne iz tehničnih listov, ki jih zahtevate lahko od vsakega ponudnika. V tehničnih listih so navadno razponi delovnih raztopin med 1 pa 3%, se pravi, da se navadno uporablja ta srednja vrednost, ne. In ob srednji vrednosti naj bi čistilo imelo nek pričakovan učinek. Se pravi, če vi to uvedete noter v svoje povpraševanja, boste dosti bolj realne podatke dobili v primerjavi s ceno, kvaliteto pa porabo. Tu recimo četrta točka, slabi opisi, recimo, če vi napišete čistilo za vodni kamen 5 litrov, ne, brez dodatnih zahtev, ne, ali pa toaletni papir, rolice 3-slojne, ne, je tudi definitivno boste dobili, bo zmagal tisti, ki ima najmanj kvalitetno čistilo za vodni kamen na trgu. Se pravi, recimo, da če se pogovarjamo o vodnem kamnu, je aktivna sestavina kislina, v nekem čistilu lahko imate 20, 30, 10% kisline, ne, recimo. In po logiki najnižje cene bo zmagal ponudnik, ki je ponudil 10% aktivne sestavine kisline, ne. Če napišete samo čistilo za vodni kamen 5 litrov, ne. Se pravi, o tem govorimo, ne, da v bistvu
je treba nekako definirati druge parametre, ki zagotavljajo to, da vi enakovredno ocenjujete vse ponudnike na tržišču glede na njihove artikle, ki jih ponujajo. Zdaj, pri tem vam je v pomoč tudi dialog z naročniki. Zdaj, jaz vidim naše opažanje pri javnih naročnikih, da se zelo bojijo tega, da mislijo, da je to vse prepovedano, da je to skladno z zakonodajo, ne smejo se pogovarjati z nobenim, ker mi bomo vsi vplivali na njihove odločitve, ki so avtonomne, kar je, jaz razumem to bojazen in tudi pač je logična na nek način, ampak po drugi strani se morate zavedati, da tudi doma kupujete pralni stroj, boste šli vprašati serviserja, ne morate vprašati mesarja, kjer pralni stroj je dober, kjer se najmanj kvari, kjer ima najmanj težav, recimo. In v tem primeru ni, da vi vprašate enega ponudnika, vi lahko vprašate 3 ponudnike, 5 ponudnikov na trgu. Vi po zakonu vam določa, ZJN-3 ponuja možnost, kateri imate pred oddajo javnega naročila, lahko izvedete preverjanje trga, pod pač določenimi pogoji. Se pravi, se pozove 5 različnih ponudnikov, sosedite z njimi, ali pa 3. Pa se pravi, da dobite nek vpogled z naše strani in to uporabite v vaših razpisnih dokumentacijah. Zdaj, tudi to, da pač opažamo, da je zdaj ne na vseh ravneh, recimo premalo izobražen kader, mi vidimo recimo predvsem pri evidenčnih naročilih na institucijah, šole, vrtci in ostali, da se pač tu pripravljajo kadri, ki ne vem, imajo nekaj časa, da pripravijo te tabelce, in pa niso najbolj, bi rekel, jasne te vse stvari, od zelenega javnega naročanja, nekih načel, kako pripraviti tabelce in vse ostale stvari. Tako da tle jaz mislim, da je tudi na strani države še veliko prostora v smislu izobraževanja ljudi, ki pripravljajo razpisne dokumentacije. Predvsem pa 7. točka se mi zdi tudi pomembna, da kar mi opažamo je dejansko, da se na razpisih ponujajo stvari, preverjajo vsi artikli, po sklenjeni pogodbi pa veliko manj. Se pravi, da v bistvu naročnik ponudi neke stvari na razpisu, vse se preveri papirji, na koncu se povozi drugo čistilo. Ker, ne vem, nimamo tega na zalogi, ker dobavitelj trenutno tega ne more dobaviti in ostale stvari. Skratka, pač se mi zdi, da opažamo to, da če gledamo razpisno dokumentacijo ali pa če gledamo realno stanje po enem letu, recimo trajanja pogodbe, da se kar precej razlikuje. Zaradi raznih pač dejavnikov, ampak se mi zdi, da je ključno tle, da javni naročniki tudi dejansko preverjajo samo realizacijo tega, kar je bilo ponujeno ali pa zapisano tudi v pogodbi. Tako da to so naši, kar se tiče generalnih teh. Zdaj, če gremo pa na zeleno javno naročanje, imamo pa mi nekaj pač takih ugotovitev, zdaj neki so bili tudi že tekom tega predavanja omenjeni, razjasnjeni, tako da zdaj, težava, ki jo mi vidimo največkrat je to, da označujejo kar vse celotne sklope, kar vse artikle označujejo, da mora biti skladni z ZJN, čeprav ZJN ne predvideva, tako kot smo prej videli, za vsa čistila, in da so določeni artikli, kot so dezinfekcije, dezinfekcijska mila, recimo sredstva s klorom, ne vem, neke stvari, ki po osnovni karakteristiki niso nikjer zahtevane, čistila za madeže, se označujejo kot mora biti skladna z ZJN, potem mi kličemo, postavljamo vprašanja, da se to umika, pač to je bilo že prej omenjeno, tako da jaz mislim, da to je tisto, kar je pač potrebno po ZJN, ne mora biti označeno, da mora ponudnik ponuditi, kar se pa ostalega tiče, pa pač ne more biti, ker niti sredstva ne ustreza tem kriterijem. Od nobenih ponudnikov, ne samo od nas. Potem naročniki zahtevajo, se pravi, oziroma, če rečem tako, ne samo naročniki. Naročniki navadno zahtevajo neke izjave, ki jih potem sploh ne pregledajo. Mi pridemo recimo na vpogled in ugotovimo, da je bilo zahtevano, ne vem, izjava, da je sredstvo hiperkoncentrat, da se reči minimalno 2%, in pridemo na vpogled in je tehnični list, kjer piše, da se reči minimalno 4%. Recimo, tako pač, jaz verjamem, da če je 50-100 artiklov, da je težko vse pregledati, ampak ko se sprejme odločitev, mi vsi ponudniki pričakujemo, da so se stvari pogledale in da so se tisti, ki so podali neustrezne artikle, ustrezno izločili iz postopkov. Zdaj,
Dostikrat se to zgodi, da sploh tudi pri evidenčnih naročilih, da so izjave, ki se jih pač da, se noben tu ne pogleda, ampak pogleda samo najnižjo ceno in nekdo je na podlagi tega izbran. Ne? In moramo mi pač z nekimi, recimo, temi pravnimi sredstvi, kako take stvari kontrolirati. Ne? Zdaj, to bom kar preskočil tretjo točko, zato ker je bilo že prej obrazloženo, ki imate ta katalog za to. Ne? Zdaj, kar se tiče, največja težava, kar se tiče ZEN, kar se nas tiče, je, da, oziroma naročnikov, je, da so določila, ki so v ZEN, enostavno preveč, kako bi rekel, zahtevna pa podrobna in kar je najbolj pomembno, da jih naročnik ne more prekontrolirati. Ne? Zdaj, a veste, kako je to, jaz vidim pri nas. Proizvajalci so se pač prilagodili, ne? Prepisali so stvari iz uredbe in podali izjavo, dali štempelj od spodaj, izjavljamo, da recimo porabljena električna energija v proizvodnih stopnjah izdelave primarne vlaknine ne presega 2200 kilovatov na električne energije na ADT primarne vlaknine. Ne? Se pravi, ko mi moramo nekaj dokazovati, imamo tu izjavo. Dovoljeno je dokazovanje z ekolabeli ali ekolabel ali zadnja ali izjava proizvajalca. Izjava proizvajalca naročnik dobi. Se pravi, naročnik je dobil izjavo proizvajalca, kjer piše, da ne presega tega, pod kazensko odgovornostjo. Noben tega ne more preveriti. Ne? Naročnik ne more tega preveriti. Ne more tu proizvodno, lahko zahteva, ne vem kaj, zunanjo študijo, da bi to preveril. Skratka, in tukaj noter, recimo v tej uredbi, je kar nekaj določil takih, ki so zelo komplicirane. Za razumeti, kaj šele za preveriti. In zdaj, naša bojazen pri tem je, če ne gremo na ekolabel, je naša bojazen ta, da v bistvu vsi proizvajalci imajo te izjave. In da v bistvu vi mislite, da ste dobili, se pravi, javni naročnik misli, da je dobil zdaj skladno z vsemi temi parametri, dejansko tega ne more preveriti, dejansko mislim, da tudi revizijska komisija, če bi dobila dvom v to, ne vem, bi naročila zunanje študije, ne vem, kako se ta postopek konča, ampak težko je tu preverjati, težko je razumeti naročnikom, težko je razumeti ponudnikom, najlažje se potem izogniti z izjavo. Izjava pa vsi vemo, kaj je. Izjava je na listu papirja napisane neke trditve in štempelj proizvajalca od spodaj. In to je izjava proizvajalca. In ali lahko javni naročnik oporeka? Ne vem, jaz mislim, da ne more. Ne? Se pravi, on se izjavo naročnik, ponudnik je izbran. Mislim, teoretično lahko, samo gre se za to, da verjetno se nobeno to ne spusti. Saj vemo, pač se imamo vsi, recimo tudi vsi naročniki tle, verjamem, da ste imeli s kakim ponudnikom slabe izkušnje, oziroma pol, ko ste imeli z njim pogodbo sklenjeno, pa seveda niste šli v, ne vem, v onačevanje nekih pogodbenih kazni pa nekaj. Tako da to je dosti redka zadeva. Seveda se pa da to v laboratorij, pa pač tega ponudnika izloči, zato ker podajo neresnične izjave. Ampak zdaj v praksi seveda se to res ne dogaja. Tako da to je ena izmed teh težav, ki je ureditev taka, da so pač, bomo rekli, okoljski znaki plus še lahko lastne izjave. Ne? Ja, in to je vedno... Ja, mislim, nam se zdi, nekako se nam zdi tako, da bi bilo veliko lažje, pač prej je bilo omenjeno, da je v bistvu jaz mislim, da prej je celo naročnik v predhodnih uredbah je celo naročnik lahko zahteval ekolabel. Zdaj, jaz sem prej slišal prvič v predavanju, da zdaj ne sme zahtevati, oziroma da moramo dovoliti, da ponudnik izpolnjuje samo kriterije, tudi če nima ekolabel oziroma okoljskega certifikata tipa L. Tako je, ne smemo ga zahtevati. Lahko pa zahtevamo, da izpolnjuje pogoje za pridobitev. Ampak to je zdaj spet problem dokazovanja. Ne, v bistvu to je skozi, zato ker pogodba Evropske unije, kjer so določila o enotnem trgu, pravi, da moramo pač zagotoviti konkurenco in konkurenca se omejuje, če zahtevaš prostovoljni okoljski znak. Tega nobena zakonodaja ne zahteva ekolabela. Ja. Ampak se pravi, da v bistvu tudi, če recimo mi kot ponudnik damo vprašanje na razpisno dokumentacijo in zahtevamo umik, ker se je nekdo napisal, da zahteva certifikat tipa 1, mora to ponudnik v fazi razpisne dokumentacije to umakniti. Ja.
Okay, ker to je bilo, mislim, jaz sem mislil do zdaj, da je bilo tako, vsaj v preteklosti je bilo tako, da lahko si zahteval te osnovne Vedno je bilo parametre, ali. ampak ni bilo, da ne smeš dati ekolabel. Oziroma ne ekolabel, okoljski certifikat tipa 1. Ja, smo Ker jih je 5 opozarjali na... različnih. Ja, več jih je, ja. Ne več kot 5 jih je, ampak te so najbolj znani. Ne smemo ga zahtevati, nikoli ga nismo smeli zahtevati, ker to ni nova zakonodaja. Pogodba skupni evropski trg ima določila že od, ker še mi nismo bili člani, ne. Ampak mogoče se je kaj narobe razumeli. Ja, ne, mislim, kar me se zdi veliko lažje bi bilo, da bi bila uredba zelo enostavno narejena, če bi zahtevala. Ne, da 30%, ne vem, univerzalnih čistil mora imeti okoljski certifikat tipa 1. Se strinjam, ampak ja, a veste kaj, ampak dejansko je treba pogledati potem, koliko proizvajalcev pa ima okoljski certifikat tipa 1. Ja, mislim, mi zdaj ugotavljamo, recimo, da čedalje več. Tudi vsi te veliki proizvajalci imajo cele linije proizvodov za ekolabeli. Recimo papirnata galanterija praktično ni proizvajalca, ki ne bi imel vsaj, ne vem, 40% svojih artiklov z okoljskim certifikatom tipa 1. To je res in to je spodbudno in je lažje za njih pol dati tako ponudbo, ne? Tako da, jaz bi samo še nekaj pri tem vašem slajdu, tele prve 3 pikce, se opravičujem, no, tele prve 3 pikce, to ste skopirali iz primerov, ne, ki niso obvezni. Ja, ampak recimo... Tako da še enkrat opozarjam naročnike, da ne napisati, da mora biti, tako kot ste vi pravilno, hvala vam, ko ste opozorili, da ne sme biti ta razkužilo za roke. Če boste tukaj zdravo naročniki napisali, da mora biti razkužilo za roke v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju, noben ne bo vedel, kaj ste hoteli. Ker v uredbi ni govora nič o razkužilih za roke in tako, kot je gospod Živc rekel, mislim, da na trgu je zelo težko dobiti okolju prijazno razkužilo za roke. Ja, mogoče se celo najde, ampak je veliko težje. Vprašanje, če je učinkovito, ne? Ja, tako. Ne, jaz sem dal samo kot primer, ker recimo zdaj, če nekdo je zahteval recimo okoljski certifikat tipa 1, nekdo je dal tehnični list, na katerem je bila številka, recimo, ne vem, ekolabela gor, je naročnik lahko šel v to vašo bazo, preveril, kljukica, rešeno vse, ne. Zdaj dejansko morajo iti po vseh teh postopkih, da preverjajo vse parametre, če ne smejo napisati, če naročnik ne sme napisati, da je okoljski certifikat tipa 1. Če dobijo tak proizvod, ampak jaz apeliram na vse naročnike, da naj tukaj čim bolj podrobno napišejo in dajo breme dokazovanja na ponudnika. Ne, da bojo oni iskali zdaj dokazila, da je to res, kar so oni zatrdili. Ker to je izjemno težko, a ne? Ne, tu sem jaz prej rekel, jaz vem, da pri nas so eni proizvajalci, tako se dogaja, ne, da nekdo, ki je uvoznik v Sloveniji za ena čistila, pošlje proizvajalcu, mi rabimo, ali vaša čistila ustrezajo tem karakteristikam, ne, ali pa recimo, ali vaša papirna galanterija ustreza tem karakteristikam in oni dajo vse te karakteristike na en papir in podpišejo izjavo. Ker vejo, da se ne da preveriti. Glejte, recimo, emisije CO2 ne smejo presegati 1500 kilogramov na tono papirja. Ja, kdo bo to ugotovil? Se strinjam. Proizvodno mer, poraba električne energije, dobro, to se niso obvezni, ne, ampak govorim, če nekdo neke, mikrobiološke stvari bi lahko še v laboratoriju preverili, ampak recimo porabe električnih energij, porabe vode v proizvodni, to je nemogoče preveriti, to ni. Ja, to je zato, ker je to piše v primerih, a ne? Tako da, to je mogoče tudi ena stvar, ki moramo mi bolj narediti, da bolj jasno napišemo, kere so obvezne, pa kere so dodatne. Pa to mogoče celo ven, da ti s primerov, če noben ne porablja že leta in če ne mogoče preveriti. Samo to, veste kaj, to nismo si mi zdaj v pisarni izmislili, seveda mi nimamo kapacitet, da bomo vse to pač ugotavljali, mi smo pač vzeli evropske primere, pa pol tiska se nam je zdelo smiselno, dal noter, ne, ampak tako, kar rečem, to lahko pač ven damo, ne. Ja, ne, mislim, se ni zdaj, da mi tle kažemo na koga s prstom, kdo je ampak to, kar mi opažamo, recimo, da je res problem in da nas naročniki tudi sprašujejo, kaj to pomeni, kaj to sploh, a moramo to dati ali ne, mislim, to so te stvari, ki jih mi vidimo, no, tako zaradi tega bolj. Ne, super, jaz sem zelo hvaležna, ker ste danes z nami, pa ker lahko takole se pogovarjamo, ker temu je namenjeno tole srečanje, ker da smo čim bolj vsi na kupu na enem mestu ob eni uri in da se to lahko
predebatira, ne pa da imamo kup vprašanj, da se kdorkoli na svojem koncu jezi, no. Ja. Saj smo vsi samo ljudje, noben se tukaj zdaj nekaj ne Tako, gre. ne. Tako. Seveda. Ok, super, hvala. Tako, Vam damo pa še nazaj tu- besedo. Ja, saj samo še to sem mislil omeniti, to je zadnji slajd, ki ga imamo, je pa v bistvu, da se dostikrat opažamo, da se lahko bi posluževali bolj teh tudi splošnih pogojev, ko zmanjšuje vpliv na okolje, ne. Eno so artikli, ne, drugo so pa recimo tudi, ne vem, brezpapirno poslovanje spletnih naročil, brezpapirne dostave, fakturiranje, recimo znotraj teh segmentov, ko se pogovarjamo, strnjeno naročanje, recimo javni naročniki naročajo po 3-krat na teden za isto institucijo, recimo, ne, kar vemo vsi, kaj pomeni, ne, število dostav, vpliv emisij, ogljični odtis, ki ga puščamo z dostavami z vsem, ne. Potem tukaj smo prej rekli oblikovanje sklopov, tako da dobimo neko primerno število dobaviteljev, recimo, ne pa 10, ne. Izobraževanje za čistilne kadre, ne, to se nam zdi tudi, mi, ki vidimo iz našega stališča, vidimo, da izobraževanja bistveno prispevajo k zmanjšani porabi, ne. Pa tudi kontrola nad porabo in kvaliteto je zelo pomembna tam, ne. Tako da to nekako smo mi mislili, te stvari pač pa tudi se mi zdi tako logičen način razmišljanja, ne, recimo mi dostikrat opažamo, koliko je na razpisih razpršilk 750 mililitrskih pripravljenih za uporabo, ne. Zdaj, imate alternativo, ki je liter ali, ne vem, in se da liter razredčiti na 50 litrov pripravljene raztopine, ne. Zdaj, kaj veste, ker recimo naročnik ve, da vi razpršilko porabite in vržete v smeti, ne. Zdaj, če ena šola ali pa en dom upokojencev na mesec porabi vsakih teh čistil 30, ne, to je 3, 4, 5 velikih vreč odpadne embalaže, ne. Sploh če imamo na drugi strani alternativo, da se čistila lahko reče, se pravi, da se proba čim več napisati čistil, ki se rečijo, to je pomembno. Zdaj, rečenje lahko uredite tudi z različnimi dozirnimi napravami, ne, teh dozirnih načinov doziranja zato, da preprečite zlorabe, da se res mi recimo opažamo pri čistilih, da so večino pretiranih porab je zaradi nepravilne uporabe, ne, ker nekdo namesto 5 mililitrov da 20 mililitrov, ne, ali pa namesto 20 mililitrov da 100 mililitrov, ne. To je zelo pomembno, ne, pa da recimo poskrbite tudi, da gledate, da kupujete čim bolj kompaktno pakirane stvari, ne. Pri papirju recimo je tule zelo velike razlike. Če vi zdaj gledate eno kuhinjsko brisačko, tisto, ki jo kupite puhasto v trgovini, ne, ali pa eno zelo nabito rolo, tule so razlike tako, da je ena paleta, ali pa recimo tako, ena paleta nabitih rol je enako 5 palet kuhinjskih teh puhastih, ki jih kupujemo za doma, ne. Se pravi, to so šleparji razlike, če gledamo na slovenski ravni, ne, in transport in logistika in vpliv na okolje in vse te stvari, tako da tule res mogoče tisto, kar je, da pač po logiki gledamo, ne, da če je hiperkoncentrat, vemo, ali pa da je koncentrirano čistilo, vemo, da bo avtomatsko manj porabe plastike, manj transporta, manj skladiščenja in da so to vsi posredni vplivi na okolje, ne samo artikla, ne. Vsem bi mogel biti interes čim manjše porabe. Mi recimo, ko hodimo po teh institucijah, vidimo, da je povsod možno zmanjšati porabo, ne. Potem dosti se uporabljajo tudi stvari še zmeraj za enkratne uporabe, ne, od lončkov, kozarčkov in ostalih stvari, ne, recimo to tudi je treba razmišljati v to smer, da se uporablja izdelke, ki imajo daljšo življenjsko dobo. Pri pripomočkih za čiščenje, ne, recimo tak klasičen primer bom dal gobice, ne, še zmeraj se uporablja ogromno gobic, ne, zdaj vsi vemo, gobica jo uporabite 2 dni in jo vržete v smeti, ne, spet konec meseca ena vreča smeti na vsaki šoli od gobic, ne. Imate krtače in ostale stvari, ki jih lahko uporabljate po 5 let, ki so trajne, ki nimajo praktično nobenega vpliva na okolje, ne, tako da se mi zdi, da je, okej, uredba ima neke osnovne zahteve, ampak drugo je, bi rekel, ta zdrava kmečka logika, ne, sami nekako vemo, kaj bomo manj porabili, kje bo manj odpadne embalaže, kje bo manj transporta, manj skladiščenja, vsi ti vidiki, ki lahko tudi veliko naredimo za okolje s temi vidiki. Tako da to je, kar se nas tiče, naših ugotovitev, zdaj, če bi želel še kdo kakšno vprašanje, ni problem, drugače pa
se zahvaljujem za priložnost, da smo predstavili te stvari in hvala za pozornost. Upam, da ni bilo predolgo in da ni bilo predolgočasno. Ne, hvala lepa, ni bilo ne predolgo, ne predolgočasno in jaz bi vam čestitala, ker kot podjetje razmišljate na ta način, ker ponovadi slišimo, firme hočejo samo čim več prodati, njih ne zanima okolje, njih zanima dobiček, oni hočejo čim več škatelj, čim več plastenk, čim več tega prodati in to je super, da tako razmišljate. Upam, da je bil to navdih tudi za naročnike. Tako da res lepa hvala. Ja, če smem še sam dodaten stavek pri tem, mi v zadnjih letih smo res ogromno po terenu namontirali različnih dozirnih naprav, ki omogočajo res natančna doziranja in uporabo hiperkoncentratov, kar se čistil tiče. Tako da v bistvu delamo na tem, da v bistvu to ne gre za to, da mi zdaj izgubljamo ne vem kakšen profit, ker ta čistila so dražja, to je dejstvo. To morate vsi vedeti, da hiperkoncentrirano čistilo 1 liter ne more naročnik primerjati z čistilom, ki je pripravljeno za uporabo 1 liter. Se pravi, da v bistvu mi vsi skupaj poskrbimo za to, da boste imeli manj embalaže, manj transporta, manj skladiščenja na vaši strani, vsega manj za isti učinek. To je smisel. Tle ne sme trpeti čistoča, higiena, vsi vemo, da nas je to COVID navadil, da pač to je pomembno, to so pomembne stvari, ampak jaz včasih recimo tudi, ker smo prej imeli debato o okoljskih certifikatih tipa 1, recimo meni je zelo čudno, kako je možno, da ima čistilo pripravljeno za uporabo v šprici 750 ml dobi okoljski certifikat tipa 1. Če vsi vemo, da za to isto obstaja rešitev v hiperkoncentrata, kjer iz ene flaše naredite 50 litrov. Recimo, se pravi, jaz razumem, za plastenke obstaja neki kriterij, ne sme biti potisnih plinov, mora biti take sestavine, dokazati neke proizvodne in na koncu dobi nekdo certifikat. Ampak po drugi strani, vsi vemo, da ni to najbolj optimalna okoljska rešitev na tem področju. Zdaj je veliko več optimalnih. Tako da, tle se mi zdi, da je ta zdrava logika, ki sem rekel, eno so certifikati, eno so zahteve, drugo je pa ta logika, ki jo vsak že iz domače logike razume, se mi zdi. Tako. Super, hvala za tole razmišljanje. Zdaj pa, Tatjana, bom pa jaz govoril, ker smo v isti pisarni. Lahko sem še jaz eno stvar? Skočim, sorry. Še eno stvar ste zelo pomembno spomnili nas, ki mogoče mi dva z Matejem nisva omenila, in sicer učinek je pomemben. Naročniki moramo naročati stvari, ki jih rabimo zato, da dosežemo nek učinek, neko funkcionalnost. Ne, da naročamo 5 flaš čistila, ampak to ni tisto, kar hočemo doseči, 5 flaš čistila na policiji. Mi hočemo doseči čiste pisarne, čiste kopalnice, čiste WC-je in tako naprej. In zdaj pač res zeleno javno naročanje v osnovi tudi zdrava kmečka pamet. Dostikrat rečem, da je krožno gospodarstvo zdrava kmečka pamet. Star slovenski kmet je hotel uporabiti tisto, kar je imel doma, ker je bilo to najlažje, najcenejše, najboljše, niti ni imel kam iti, recimo, ampak tisto, kar je že kupil, je hotel čim več iz tistega potegniti. Zdaj imamo pa vse preveč na dosegu roke, cene so, kakršne so, za nekatere lahko dosegljive in posledica tega je tudi uničevanje okolja. Tako da zdaj bom dala pa nazaj Mateju mikrofon, ker je res blizu, pa nočem tvegati. Super, hvala. Ja, vidim, da tako, ko sem si doma naredil, tako tudi na šihtu, ko mi pridem do besede. Tole sem mislil v bistvu predebatirati par stvari z vami. Zdaj, vi ste tle imeli v vaši prezentaciji tudi veliko o papirju. Tudi en gospod nas je vprašal, zakaj papirja nimamo vključenega v tej predstavitvi. Zdaj, z vidika uredbe sta to dva različna produkta in tudi zato ni papirja noter. Zdaj pa me zanima, ker če napišete v chat ali naročniki, ali mislite, da so, pa gremo za en konkreten primer, WC papir, se pravi toaletni papir, pa recimo čistilo za okna. Pa mi sam povejte, če mislite, da je to istovrstno ali mislite, da to ni istovrstno. Samo to zanima me vaše mnenje.
Zdaj, vaše mnenje poznam, gospod Gregor. Ja. Zdaj bi pa vmes, ko bojo tole napisali, ker me res zanima mnenje naročnikov, bi vas pa vprašal, recimo pri evidenčnih naročilih, ko naročajo čistila, pustimo zdaj papir, upoštevajo uredbo ali Ja, so kakšne okoljske kar večinoma, kar Ja. večinoma, ja. Ne. Okej. Tako da, ampak tudi mi tudi pravimo, ne, da zdaj tu, če je evidenčno naročilo, razumem, da ne velja ZJN in ne velja vse ostale stvari, ampak se to pač neke usmeritve tudi prihajajo okoljske strani ministrstva, strani občin do teh inštitucij in je prav, da pač neke kriterije ekološke postavijo. Se vsi v to smer delamo. Ni to samo javni sektor, to je tudi privatni sektor. Ne. Mi imamo še več zahtev od privatnih sektorjev, recimo po teh ekoloških dokazovanjih, kot jih imamo recimo mogoče pri javnih naročnikih. Ja, super, saj, tako kot sem rekel, pa uredba je zdaj, kar se tega tiče, prostovoljna, a ne, uporabe uredbe. Mislim, kar se tiče, pri evidenčnih naročilih lahko ali pa ne, pač tako, da sem vesel, da jo. No, zdaj mnenje pač ljudi v chatu je, da to ni istovrstno. Zdaj, za moje mnenje tudi, za moje pojme to tudi ni istovrstno. Zdaj, jaz ne vem, kakšno je mnenje MJU, tle ne bi rad rekel kaj narobe, ampak jaz ne bi rekel, da je to istovrstno, no. Tako da mogoče, zdaj, če niste sigurni, lahko pridobite mnenje, ampak ne spodbujamo kakršnega koli drobljenja, ampak zdaj, če imate neke take vrednosti, ki vam ne bilo treba iti na portal, veste, da je zelo velika razlika, ne, pa bom zdaj pokazal, ne, ali morate uporabiti recimo en tak pravilnik o evidenčnem naročanju ali pa tole bukvo, ne, ki ureja javno naročanje. Tako da to se boste mogli pač sami odločiti. Se tle je zanimivo tudi to, da je recimo bile so neke dileme o tem, ne, ali je zdaj tu istovrstno, ni istovrstno papirna galanterija. Zdaj po sami naravi artiklov vemo, da tu ni istovrstno blago, to je sigurno, ne. Zdaj, po drugi strani, ne, ko pa pogledamo uredbo o zelenem javnem naročanju, je pa papir dala k pisarniškemu materialu, torej bi mogli narediti skupno naročilo za pisarniški papir in za papir za higieno. Ja, ne, mislim, to z vidika, zdaj uredba ni samo pokazatelj, bomo rekli, ne, več je faktorjev, ki kažejo na to, ali je nekaj istovrstno in tudi ni sploh problem, vi lahko čistila naročite v 5 različnih naročilih, samo pač morate to ocenjeno vrednost upoštevati pa glede na to postopek. Ampak tako, tudi, in to je odločitev, ki se mora tudi javne naročnike, ampak jaz sem mnenja, da to ni istovrstno. Zdaj, če rečemo, je vse začiščene, pol bi tudi mogli sesalec dati hkrati. Pa jaz mislim, da... Jaz bom tako rekel, zaenkrat mi še nismo imeli primera, da bi se pravi neka revizija državna na kakšni šoli, vrtcu, kjerikoli instituciji oporekala, če so imeli to deljeno. Se pravi, so primeri, kjer naročajo... so primeri, kjer naročajo papir, pa bomo rekli, sredstva začiščene skupaj, nekje narazen, tako da, to sem hotel. Zdaj imam pa še par vprašanj, bi šli čez, pa bi tudi v bistvu prosil Natalijo, če se vključi, imam še par vprašanj. Seveda. Ja, seveda. Zdaj, tle si že napisala glede, verjetno si ti to napisala glede papirja, ne? Ja, tako. Če lahko sam pojasniš, kaj si s tem mislila. Gospod je prej pokazal to porabo električne energije. Med merili za pridobitev znaka EU za okolje za papir, je med drugimi tudi tale vrednost CO2 na tono papirja. Tako da v bistvu te podatke imajo tudi ti, ki proizvajajo papir, glede te podatke imajo in verjetno jih lahko dajo na voljo. Enako kot je ena gospa, sem videla, v bistvu dala podatek oziroma odgovor, da tudi glede porabe električne energije so na voljo podatki v papirni industriji. Se pravi, da se dobiti podatke, zdaj, ljudje pa verjetno ne vejo, kaj sploh to je, zato vas sprašujejo. Se pravi, da vsak proizvajalec papirja mora nekam poročati te podatke. Glejte, če želi pridobiti znak za okolje, mora izkazati, da izpolnjuje to merilo glede CO2 na tono proizvedenega papirja. Tu mi je jasno, kar se tiče vašega certifikata, ampak meni se pravi, če naročnik ne sme dati v povpraševanje oziroma v razpis okoljski certifikat tipa 1, ampak mora navesti samo karakteristike, ki jih želi okoljske imeti na tistem produktu,
potem dobi izjavo od proizvajalca, ker in mora te podatke preveriti. Tu mislim, ne? Nekdo da izjavo, da je poraba električne energije manjša od 2200 kWh na tono, ne? In tega podatka, če se certificiral za ekolabel, ga ima. Če se pa ni certificiral, ga pa mislim, da naročnik težko dobi. Ne vem, razen če obstaja v branži, da mora nekam poročati porabo energije na to proizvedene tone papirja, ne vem. To ne vem, če mora poročati, ampak ne vem pa, kako je, če lahko naročnik zahteva kakšno dokazilo, da to izjava ali izjava dovolj. To nisem toliko seznanjena. Se mi zdi, da smo mogoče prej eno stvar mogoče malo nejasno povedala, ne, glede teh okoljskih certifikatov. Se pravi, naročnik ne sme reči, sprejmem samo ekolabel kot dokazilo. To smo rekli. Nismo pa rekli, da ekolabel ne sme zahtevati. Mi seveda imamo, rečemo, ne vem, lahko rečemo tudi, da hočemo, da določen produkt izpolnjuje vse kriterije za podelitev znaka ekolabel, in potem rečemo ustrezno dokazilo ekolabel, pa recimo okoljski znaki tipa 1, pa potem druge stvari. Se pravi, ne da ne smemo zahtevati ekolabla, ampak ne samo ekolabla. Lahko se tudi na drug način dokazuje. To smo hoteli povedati in tudi v chatu je to nekdo napisal, da zakaj to govorimo o ekolablu, če pač ne smemo z njem nič. Seveda lahko z njem. In če je recimo eden izmed kriterijev za podelitev nekega znaka tudi recimo uporaba električne energije, potem lahko seveda ta okoljski znak zahtevamo, da se z njim dokaže ta poraba električne energije. Tako da metodologijo, ne? Tako, seveda. Ne smemo pa reči samo ekolabel, ne smemo reči, tako kot recimo, če nekoga zaposlimo, ne smemo reči, mora imeti, ne vem, ekonomsko fakulteto, ampak samo, če je iz Ljubljane, iz nekje druge. Ne smemo tega reči. To je neka zdaj ta analogija, mogoče malo slaba, ampak recimo, da zastopimo, pač gledamo neke enakovredne. Seveda pa ekolabel pa neka lastna izjava, zdaj naj bi veljalo, da oba potrjujeta resničnost tistega, kar je noter. Seveda so pa težave pri lastni izjavi, absolutno. Kar povejte, kaj ste hoteli. Ne, hotel sem samo to reči, ampak dejansko v sami razpisni dokumentaciji ne smemo napisati, da je čistilo, zahtevamo čistilo za steklo, pakiranje, ne vem, 5 litrov z okoljskim certifikatom tipa 1. Ne, mislim, da to ne bo okej, ker vi morate napisati, kaj vsebinsko zahtevate, In recimo okoljski znak tipa 1 je v bistvu presplošna zahteva, ker recimo tip 1 vemo, da so pač različne, recimo, kriteriji niso isti pri ekolablu pa ostalih, ampak to tudi je problem, ker recimo jaz, če sem ponudnik, bi rekel, razpisna dokumentacija ni dosti jasna. Jaz bi rekel, napiš nam, katere kriterije, za katere znak hočeš, da izpolnimo. Problem pri teh okoljskih znakih je, da so vsi prostovoljni. Da ni zagotovila tudi, da če nekdo nima ekolabla, nima ustrezno čistilo. Na njega se na ta način izloči, To je problem. To je problem, ampak tako, kot ste rekli, saj če dalje več podjetij se odloči za to, tudi ni, ne vem, Natalija, dopolni me, prosim, ni to nek zdaj blazni vložek, sploh če hoče podjetje prodajati na nekem večjem trgu, potem je to v bistvu, ta vložek se hitro povrne, ker ni treba kar naprej neke dokumentacije pripravljati za utemeljevanje. Jaz pravim, da če dalje več tega, mi imam že zdaj, ne vem, vidimo pri proizvajalcih, če zdaj gledam 10 let nazaj, ki je mogoče vsak proizvajalec imel po 1-2 produkta z nekim certifikatom ekološkim, ali pa danes je pa to že, smo blizu verjetno 60%, da več kot 50% produktov je že z certifikati. No, če povem, mogoče en podatek, novejši, glede znaka ekolabel, trenutno mislim, da je koliko 95,000 proizvodov s tem znakom, samo ekolabel. Tako da v bistvu se eksponentno viša, sploh v bistvu na svetovni ravni je zavedanje glede okoljske problematike vedno večje. Sicer v Sloveniji še toliko niso priznani ti okoljski znaki, ampak opažamo pa, da v bistvu se tudi pri nas ta zavest viša, tako da je tudi več povpraševanj, tako da imamo vsako leto več teh znakov tudi v Sloveniji. Super.
Noč, bom jaz še ne par stvari. Sam še toliko bi povzel, da ne zahtevamo okoljskega znaka v smislu zahteve, ampak v smislu dokazila. Ne? To je eno izmed možnih dokazil. Tole imam še vprašanje za tebe, Natalija. Ali ima vsa dokazila za znak za okolje EU, Ecolabel, na potrdilo navedeno veljavnost le-tega? Kako to misliš, v bistvu, da navedemo veljavnost dokazila ali samega znaka? Recimo na potrdilo, ne? Ko dokazujejo v fazi, morajo predložiti potrdila, iz katerih izhaja, da imajo ta znak. Je gor naveden tudi trajanje oziroma rok. Ja, tako. Bodi se, da je odločba, če je odločba in potem v bistvu ni certifikat, to je listina oziroma potrdila, ne? In na odločbi in na samem potrdilu je navedeno, do kdaj je znak veljaven. Tako. In tako kot ste prej pokazali, Gregor, to je možno tudi v bistvu preveriti, ne? Na tisti spletni strani. Ti, Natalija, si pokazala. Tole še eno vprašanje, ki smo ga dobili, ali ima varnostni list, izjavo o varnosti in tehnični vidik, ali ga potrebujemo za vsakim javnim naročilom na novo in koliko časa se to hrani. Zdaj, če se uporablja kot dokazilo, je treba v vsakem postopku dati. A mogoče veste, če se na kaj drugega tole vprašanje nanaša? Ne bi vedel, ali pa mogoče lahko tiskaj vprašal. Naše izkušnje so tako, da varnostni listi so nekaj, kar jih zunanje institucije za proizvajalce obnavljajo skladno z zakonodajami, skladno z nekimi spremembami, se pravi sestavin. To pomeni, da vsak produkt lahko tudi tekom trajanja pogodbe spremeni varnostni list. Vkolikor se je spremenila ali sestava, ali da se je neka regulativa na evropskem trgu glede varnosti spremenila. Mislim, da je 2 leti nazaj, ker se je posodobljalo vse varnostne liste, zato ker se je neka direktiva spremenila in se je posodabljala. Tako da zagotovo je, da morajo za vsak javno naročilo, za postopek javnega naročanja preveriti najnovejše varnostne liste ali jih pridobiti, predno začnejo ta čistila uporabljati, ker je zakonodaja taka, da pred prvo uporabo tega čistila je dolžan tudi dobavitelj zagotoviti varnostne liste. Zdaj pa varnostne liste lahko zagotovi ali fizično, v fizični obliki za vsako čistilo na lokaciji ali prosto dostopno na spletnih straneh, se pravi brez kod, brez uporabniških imen, gesel in podobnega. Se pravi, najlažje se temu izogniti v bistvu tako, da imate neko naročnikovo bazo dostopno na recimo svojem delovnem mestu, in da se ta ažurira skladno z vso zakonodajo. Da imate tam zmeraj, ko boste klikali gor v zadnji varnostni list. To se nam zdi najbolj tako. In večina, mislim, da ponudnikov že gre v to smer, da ima te baze prosto dostopne in da za kjerokoli čistilo v vsakem trenutku imate ažuriran varnostni list na neki neposredni povezavi brez kod pa brez uporabniških imen. Ok, super, hvala za tole. Zdaj, z nami je še izkušnjo podelil še en izmed ponudnikov, pa bi v bistvu šel čez njih, pa bi jih z vami pokomentiral, gospod Gregor. Vse nekatere so v bistvu dosti podobne, se pravi, recimo, velikokrat se čistila združujejo s papirjem in se pogosto pojavlja zahteva, da mora biti higienski papir iz 100% predelanih papirnatih vlaken, ni pa recimo navedeno, ali mora biti reciklirana, ali pač so to predelana celulozna vlakna. Tako da spet, recimo, en tak malo preveč splošen opis predmeta in tako, kot smo že prej omenili, to je v bistvu škodo naročnikom, ker moramo potem, se pravi, smo lahko podvrženi reviziji ali pa moramo dopolnjevati oziroma spreminjati razpisno dokumentacijo. Ponudnikom, ker so recimo lahko izločeni zaradi neke nejasnega razumevanja. Pa, tako kot ste prej rekli, sama ta previdnost pri pripravi ponudbe v bistvu zvišuje sam strošek. Ker vi greste na ziher, vi hočete seveda dopustno ponudbo in to pač pomeni, da se tudi zvišuje sama cena. Tako da to je eno opažanje. Zdaj bi samo še opozoril to, kar se tiče recikliranih vlaken oziroma predelanih vlaken. Vsako predelano vlakno je reciklirano. Tudi če je reciklirana celuloza, je še zmeraj reciklirano. Zdaj, ne vem, če sem prav razumel iz tega vprašanja, oziroma tega je, da se pojavljajo 2 različne opredelitve. Eno je kot se pravi 100% predelana vlakna, drugo
da ni jasno, da v bistvu so 100% predelana vlakna iz celulozna vlakna. Tako, Ali kaj? ja. Se pravi, da bi kaj bila lahko bi bila reciklaža iz nekih drugih materialov, ki ni celuloza. Recimo, ja. Iz recimo trave, tu vem, da obstaja. Pa neki. Ja. Ampak ne, pa Ja, nas še. mogoče ena taka stvar, ja, ki je treba biti dosti. Se glih zato je recimo zelo pomembno, da tudi, ko imamo razpis dokumentacijo, da mogoče, vsaj tiste stvari, ki so nam mogoče nejasne, da mogoče vprašamo kakega ponudnika. Mogoče tudi več njih, ne podpiramo, da samo enega vprašate, pa mogoče lahko ima vsak tudi neko svoje mnenje. Ne? Sploh recimo pri čistilih sem jaz nasploh videl, da so praktično vsa vprašanja glede pakirana, ne? Ker pač vsak ima neko svoje pakiranje. Ne? Ok, še en primer, se pravi, v razpisni dokumentaciji je naročnik napisal, da univerzalna čistila ne smejo biti razvrščena in označena s H stavki. Zdaj te H stavki naj bi se preverili v varnostnem listu v oddelku 2, naročnik pa je v bistvu jih preveril v oddelku 16, kjer so navedeni H stavki sestavin, ki pa so v izdelku uporabljene v pač nizki dozi. Tako da v bistvu končni izdelek ni nevaren in je brez H stavkov. A ste imeli že kak tak primer? Zdaj se sem točko zmislil. Ok, no. Mislim, večinoma se te stavke preverijo v tem prvem razdelku. Točki 2, ne? Ok, Mislim, no, super. Jaz nisem še slišal, da bi zdaj kdo šel dalje dol glede teh stavkov. Ok, pol jaz pa sem slišal, tako da sem rekel, da povem, tako da sem vesel, no, da je takih primerov čim manj. Mislim, veljavna je točka 2, kolikor mi vemo. Tako. Ja, očitno je nek naročnik, ali se je zmotil, se pravi, kakorkoli je to pač pregledal v drugem oddelku. No, tako da oddelek 2 je tisti, kjer H stavke pregledujemo, ne pa oddelek 16, kjer so v bistvu H stavki sestavin. Ok, še en primer. Zdaj, velikokrat se zgodi, naročnik zahteva skladno z uredbo za predmete, ki v bistvu uredba sploh ne zajema, ne, to smo tudi v bistvu že govorili, tako da je zelo fajn, da če ko imamo izdelke, da pač piše, kje so tiste zahteve, ne zahtevamo pa za celotno naročilo, ker nasplošno, da se mora uredba upoštevati, brez da smo konkretni, tudi Tatjana je to prepovedala, tako da še zmer, ne, mi moramo kot naročniki, pa oziroma tudi kot pripravljalci dokumentacije gleda, da je to zelo jasno in da pač ni dvoumno, ker vse te nejasnosti bodo v bistvu nam v škodo. Ne. Seveda pa, tako kot smo rekli, ne, uredba je nek minimum, vi lahko seveda zahtevate višje standarde. Včasih se tudi pojavljajo v razpisni dokumentaciji neke zahteve, ki pa mogoče se zdijo naročnikom super, ampak ne pomenijo pa nujno boljšega produkta. Mi smo tukaj dobili informacije o tem, da se pač zahteva neke mejne vrednosti pri viskoznosti, ki pa naj ne bi bil relevanten faktor za učinkovitost. Ste tudi vi že kaj takega zaznali, gospod Gregor? Ja, to je pač, temu se pa reče zdaj pisanje dokumentacije na enega ponudnika, ne. Tle bi sam tako rekel, da velikokrat se zgodi, da pri naročnikih ne da kako dogovarjanje, ampak pač, da se nam z neka zahteva zdi super ali pa da smo nekje videli in sploh ni nekega namena mogoče koga izločiti, čisto ok, no, ker sem tudi sam javni naročnik, pa vem, kako delujemo. Lahko, ne mislim, da vsi, ne, ampak mi, ki vidimo neke zahteve točno take od, ne vem, 1,1 do 1,2 pakiranje, pa ne vem, neke take stvari, recimo vemo, da je pač želja ohraniti, ker recimo vsi javni naročniki, ne, ker z nekom naše izkušnje govorim, ne, ker so z nekom zadovoljni, najraje ne bi menjali, ne. Ker, a veste, kako je menjava čistil pri 15 snažilkah, ki jih imate, recimo, ne, kaj to pomeni, ne? Kakšen revolt to pomeni? Papir mogoče lažje, ampak kar se tiče pa čistil, pa pomeni to strašen revolt, ne? Ne diši enako, ne dela enako, ne nič, ne? Se pravi, govorim, in zato pač probajo nekako to opisati te artikle, ki jih zdaj imajo, ne? Zato v želji, da ne bi tega spreminjali, ne? Tako. In seveda, javna naročila so tudi tako namenjena, ne, temu, se pač zmeraj merilo najnižja cena, ampak ob danih opisih, pa danih pogojih, ne. In mi recimo opažamo, da nekdo bo zbral najnižjo ceno za čistilo, ki stane 20 evrov 5 litrov, ne. Pa bo to za njega najnižja cena, ker je tak opis naredil, ne, nekdo pa za 5 evrov, tu isto 5 litrsko čistilo, ne isto, govorim, ker je napisal pač samo 5 litrov, ne.
ali pa samo pakiranje elita. Ne. Skratka, najnižja cena ne pomeni, da vsi dobijo v Sloveniji čistilo za tla za 5 evrov. Eni ga dobijo kot najnižjo ceno za 20 evrov, eni pa za 15, eni pa za 10. Ne, tako, mislim, to je razumem. ta... Ne. Ja, saj v bistvu smo tudi zato danes tle, zato ker se en gospod Dober ali pa gospa napisal komentar, da pač mi kot recimo javni naročniki ali pa pripravljalci naročil, ne, tisti, ki delamo na javnih naročilih, ne moramo vsega vedeti, ne, recimo se naroča gradnje, pa papir, pa računalniško opremo, pa čistila in glih zato imamo danes izobraževanje, glih zato mi podpiramo, da se čim več ponudniki pa naročniki da si pač komunicirajo, seveda pred postopkom, ker velikokrat take napake potem zgledajo v očeh ponudnikov kot neko dogovarjanje. Pa jaz moram reči iz osebnih izkušenj, da tega jaz nisem zaznal, nekega dogovarjanja, ampak je bolj te neke iskrene napake, no, tako da to je mogoče tudi en mit, ki ga moramo v Sloveniji razbiti pri javnih naročilih, ker jaz verjamem, da v medijih je to drugače prikazan. Ne, vsaka napaka je v bistvu takoj križanje pa dogovarjanje, pa vemo, da je daleč od resnice. Tako da, ja, nič, jaz bi se vam zahvalil, samo da vidim, če je še tle kakšna... Ja, Tatjana, evo, še en komentar na primere okoljskih zahtev in meril. Verjetno se bo zdaj, ko se bo uredba spremenila, se bo tudi primeri spremenili in bomo mogoče kakšno stvar probali še malo bolj jasno napisati. Tako da, zdaj, če ti bom dal mikrofon, vem, da se ne boš ustavila, tako da zdaj sam poslušaj. Nič, jaz bi se vsem današnjim predavateljem, pa seveda tudi udeležencem zahvalil, tudi za vse komentarje in za to, da ste pač prispevali k tem dogodku. Bi pa zdaj na koncu še v bistvu en slajd z vami podelil, čisto, da vam pokažemo, kaj v bistvu planiramo jeseni. Ja, uredba se ne spreminja samo v točki čistil, spremenila se bo pri nekaterih predmetih, niso zdaj to gromozanske spremembe, ampak ker so, bom zelo lepo navezal, bomo v bistvu jeseni izvedli več delavnic po Sloveniji. Si lahko, evo, tole, se pravi, v jeseni pričakujemo neko novo verzijo uredbe, neki sprememb bo in tudi zato smo se odločili, da bomo organizirali izobraževanje po celotni Sloveniji. Nam pa lahko sporočite, če želite, da v bistvu izvedemo tako izobraževanje kar pri vas. Se pravi, mi hočemo po vseh regijah v Sloveniji izvedeti izobraževanje in recimo, zdaj se bom zmislil, ne, na Gorenjskem, ne vem točno, kje bomo to izvedli, ampak če imate znotraj vaše organizacije prostore, kjer je to mogoče, lahko to pač pri vas izvedemo, kar v bistvu pomeni, da bojo prišli, se pravi, naročniki iz iste regije za par ur k vam. Mi potrebujemo prostor za 20 oseb, nek monitor oziroma diaprojektor, kjer v bistvu lahko imamo prezentacije, pa seveda neko možnost postavitve hrane. Tako da, če imate interes, če imate znotraj vaše organizacije tak prostor, bomo zelo veseli, če ga boste lahko za par ur posodili, vi pa tudi ne boste imeli daleč do tega izobraževanja, ne boste sami iz pisarne čez hodnik šli v predavalnico. Ko bomo imeli določene termine pa lokacije, boste obveščeni, pa zdaj seveda sem pozabil povedati pred tem dogodkom, vsa naša izobraževanja so brezplačna, tako da če vidite našo ekipo, mope, pa to je v bistvu vse brezplačno. Tako da napište nam na znmope@go.si, če imate mogoče prostor znotraj vaše organizacije, pa lahko to pri vas naredimo. Za catering bomo pa seveda mi poskrbeli pa za samo vsebino. No, zdaj bi se pa kar vsem lepo zahvalil. Ja, če bo kaj. Bo brezplačna, lahko tudi kako spletno naredimo, seveda. Ja, plan imamo v bistvu, da gremo po celotni Sloveniji, tako da vam bomo nekako že za 2 meseca naprej objavili točne lokacije, zato da ne boste, ne vem, zadnjič je prišla ena iz Kranja v Maribor, da se ne boste tako daleč vozili. Tako da bomo probali se vam čim bolj približati, pa naredimo seveda tudi kako spletno, ker verjamemo, da pa je enim bistveno lažji, pa da se ne vozimo po celi Sloveniji. Še enkrat hvala vsem, vsa gradiva boste dobili in tudi s kontakti vseh današnjih predavateljev, pa seveda tudi potrdila udeležbi, zato da vam iz kadrovske ne bojo težila, ne. Pa imejte lep dan še naprej, pa ne vem, dajmo eno zmolt za to, da bo malo bolj lepš vreme, ne, ker tole zaenkrat še ni bilo lepega vremena. Tako da, fajn bote, pa nasvidenje. Hvala, Enako. hvala. Hvala, srečno. Adijo. Adijo. Ja.